Pozdravljeni, živijo. Upam, da smo se nabrali v čim večjem številu. Danes je pred nami eno luštno popoldne, kot že vidite na moji levi Mateja Dečeka in njegove slavne risbice. In Boštjana Gorenca pižamo bo tudi zelo zabavno. To je naš zdaj že 5. webinar v okviru festivala Najst, ki se dogaja na naši spletni strani, to najbrž že veste, sicer pa vas še enkrat pozivam vse, ki dobro kaj napišete ali pa radi pišete pesmi, zgodbe, rišete stripe in ustvarjate fotografije, da se nam pridružite pod psevdonimom na naši Pilovi spletni strani, kjer so tudi še vsa navodila, če komu še kaj ni jasno. Sicer pa bom jaz z vami tudi do konca današnjega popoldneva s Požamo in Matejem, in če bo kakšno vprašanje v zvezi s festivalom, vam bom rade volje odgovorila. Torej, še enkrat ponavljam, tole predavanje oziroma webinar je v okviru festivala Najst, ki ga subvencionira Javna agencija za knjigo, skupaj z uredništvom Pil, in posnetek tega webinarja današnjega, kot tudi vseh prejšnjih, je tudi že in bo na naši spletni strani pod gumbkom festival. Tako da tudi tisti, ki zdajle nimate ali pa niste imeli časa, pa bi radi Pižamo pa Mateja potem videli, lahko pogledate od jutri naprej posnetek. Zdaj pa prepuščam vama, Boštjan, Matej, besedo. In se umikam. Najlepša hvala, Jana, lepo zdrav sem. Če je posnetek gor, jaz predlagam, da ga kar pogledamo, pa nama z Matejem ni treba govoriti. Še nisem rekla, še ni. Bo, Škoda. Pa gremo jutri, pa pogledamo, pa je. Ja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se nabrali tukaj, da zdaj midva z Matejem ne vidva, koliko vas je najstnikov, najstnic, koliko vas je kakšnih učiteljev ali pa kakšnih mentorjev, ki ste prišli tudi pofircati, tako da lep pozdrav vsem. Midva bova danes tole na eno predavanje, ki sva ga skrbno načrtovala zadnjih 16 mesecev in si ga zapisala do poslednje pičice na sklinopisom, da se slučajno ne bi kje izgubilo. Imela pač usmerjenega res bolj za vas, za najstnike, tako da tudi vmes verjeten, mislim, da če bo kdo imel kakšno vprašanje, se da kar napisati dol v chat, pa bomo videli, če bo kakšno dodatno oziroma... ampak za začetek pa tako, ko smo rekli, od praznega lista do stripa, kje se vse stvari začnejo. Mogoče bi bilo zanimivo povedati za tiste, ki ne poznate začetka Šnofija, kako se je pravzaprav Šnofjeva druščina, kako je nastala, da to z Matejem omenva. Namreč vse se je začelo pred 17 leti, mislim, da že. 17, ja. Pred 17 leti, ko so, pravzaprav niti ne najprej mene, najprej so Mateja povabili. Matej, daj ti povej, kako ti si dobil ta prvi usodni klic tedanje urednice Plusa Barbare, a ne? Oziroma ne, Pila, Jana je imela Plus. Jana, ti si bila Plus, Barbara je imela pa Pil. Ker to zdaj tudi vi ne veste, ker nekaj časa sta bila dva Pila. Navaden Pil za drugo triado, pa Pil Plus za tretjo triado. Tako da je bilo zdaj vse skupaj združeno, ampak takrat so Mateja poklicali. Nek klic je bil, nekoč sem mu zapisalo na telefonu, dvigni me takoj, in ga je dvignil. In kaj je sledilo, Matej? Zdaj sem te že hotel parkrat upraviti, ni bilo nobenega klica. A si prišel enkrat v stanovanje, pa je bila Barbara noter? Živjo! Ja. Ne, bila je brzojavka, poštni golob je priletel. V resnici je bilo pa to tako, da se je Barbara in jaz se sicer nismo poznala, ampak so se dostikrat srečala na kakšnih prireditvah in tam mi je vsakič rekla, da bi rada imela strip v Pilu in sem rekel, ja, super. In potem ni bilo nič. Potem čez pol leta sva se spet srečala in rekla, jaz bi še ne imela strip. Zdaj rekel, spet super, ja, fajn, In potem spet ni bilo nič.
No, dokler se enkrat ni upogumila in to je bil ta klic najbrž, je pa potem, sem pa jaz potem predlagal, zaradi tega, ker jaz sem pa strip risal prej v Pilu Plus, ne, ki si ga prej lih omenil. Tako, ti si bil prej pri meni in jaz sem še petala na uho, zapil bi bil Matej perfekten. No, tako. Evo, no, pa smo zdaj rešili, kako, ja, evo. No, in ja, tam sem pa risal pasičen strip, tak čist kratek. Mislim, Prej da si pasičen strip, zdaj pa pasjega. Ja, pa tisti je bil brez psa, ja. Ampak tisti je bil na 14 dni, se mi zdi. V glavnem, meni se zdaj blazno težko vsake 14 dni nov vid se spomniti in potem sem rekel Barbari, lej, z veseljem, če bo kdo drug to pisal. Jaz ne bom pod tem pritiskom, da se moram skozi nekaj smešnega spomniti. In potem sem kar, vedel sem pa, da je Boštjan takrat delal na Mladinski knjigi, če se ne motim. In ja, sem rekel, da če bi lahko mogoče kar njega. Potem se je zgodil. On je pa kar tudi bil za. Ja, ampak jaz sem bil problema. Tako kot Matej, ki je prej delal te pasične stripe, se pravi, to so stripi dolgi eno vrstico, 3-4 slikce maksimalno, je bilo tudi zame to neki, pač za neka ta daljša forma. In sem tudi menjka sem rekel, ok, neki bo, pa se bo z Matejem kaj skupno gruntala, ker to zdaj nekako takrat bilo 10, pa še ekstra številke 12 delov, tok, to je 24 strani, a imamo toliko zgodbe lahko naenkrat skup. No in potem je prišla s tem, kar sva rekla, da bi počela. Recimo zdaj, ko vi, če delate strip, ko se lote, je najprej treba pogruntati, kdo bo v njem nastopal. Je treba imeti, se pravi, zgodbico na približen, oziroma lahko začneš z liki, oziroma če že veš, kakšna bi bila zgodba, si pol tudi izmišljuješ, kakšni bi bili ti liki, s katerimi boš to zgodbo povedal. In pri nama je bilo tako, da midva nisva imela izbire. Da nama je Barbara rekla, dajte tako, mi imamo že dva lika, ki sta Pilko in Čopka, ki jo jaz še zmeri zamenjujem po 17 letih, kdaj rečem Čopko in Pilka, to se mi še zmer zgodi. Ampak ne imata pa enega ljubljenčka. Zdaj ne vem točno, mislim, da sta takoj, a sta rekli karkoli, ali mucek, ali pes, a sta takoj rekli psa, to zdaj ne vem. Takoj, aha, takoj. Če zdaj tlele po našem mačke, da te ukregale, tako da so mucki tlele bad guy, v naših stripih, zaradi tega. V glavnem, no, in so rekli, imamo te dva, pa ne imata enega kuška. In ko smo se z Matejem lotila, je bilo tako, da je Matej začel risati. Začel je risati skice, kakšni naj bi izgledali, in ko je prinesel tega kuška, narisanega, s tem velikim smrčkom, se zdaj itak ga vsi poznate, oziroma tlede, če ga pogledamo, sicer to je pač neka, ta novejša, potem oblika šnofija, je bilo res, mogoče ga res lahko pokažemo, kakšen je bil čist v ta prvem. In ko sem videl tega šnofija, kakšen je ta smrček, mi sem rekel, pač je ime šnofi pravzaprav nastalo kar samo od sebe. Tukaj je čist, tukaj se šnofi, recimo, to je njegova prva slika na papirju, uradna. Se to bi lahko tudi pokazal iz fajlov, ampak je takole hitrej. In je postal štofi, in sva ga začela potem pisati in tudi te like sva mogla majhen razdelati. In zdaj pač Čopka, Pilko, kako bo sva šla, zdaj kar malo klišejsko. Tudi vam mogoče, ko boste delali zdaj stripe, ko začenjate, naj ne bo strah, če boste kakšne stvari delali po vzorcih, kakršne poznate. Vse tako vsi začenjamo, da nekako oponašamo stvari, ki jih vidimo, ki jih beremo, potem pa začneš svoje zgodbe oziroma svoj izraz iskati. In sva tukaj pol rekla, ok, Pilko je tak, pač oba sta prijazna, Pilko bo tak, bolj v igrce, pa v šport, šola mu je mogoče, pač tam stoji šola, zato ker pač mora biti, on bi raje druge stvari počel,
bi igral košarko, bi igral PlayStation, karkoli ne. To so tako stari, zdaj tak na telefonu, ne, se že vse da igrati. Čopka je pa pač je, rada se uči, ampak ni pa da bi bila pač nos imela samo v knjigah. Ne, rada raziskuje, se ukvarja s 1001 stvarjo, rada bere in je tako zelo zvedava. Ne, in sta pol te dva lika, ko sva imela, sva rekla, ok, ta bo taka in potem dejansko že kar zgodba začne mal prhajati. Ne, se pravi, to je ena taka stvar, da si za začetek stripa, kakšna bo približna zgodba in kdo bo v njej nastopil, kdo so te glavni liki. Ne? Zdaj se pravi, jaz sem zdaj povedal, kako smo prišli do tega, da kakšna sta te dva, pa kako je Šnofi zraven prišel. Matej bo pa verjetno zdaj povedal, ne verjetno, kar bo povedal, pa kako se pa pol lota tega, da pogruntate, kakšni bi te vaši junaki bili videti. Ja, lik zadnjič sem imel eno tako težavo, ker se enega drugega stripa nisem mogel lotiti. In potem sem gruntal, kaj me v bistvu, kaj me bremza, zakaj imam tremo, a ne. Sem ugotovil, da za ene par junakov sploh še ne vem, kako izgledajo točno, ne. In potem sem se pa spomnil, da v bistvu lahko tako delam, kot delamo v Šnofiju, a ne. Pač, da se ga nariše in tak, kaj je potem naprej skozi tak. Pač, enkrat ga narišeš, kakor izpade, ker si zaenkrat zadovoljen, mogoče si ga prerišeš ali pa stiskaš na tiskalniku, ne. Ga nekam nalepim ali pa samo stare stripe gledam in ga potem skozi prerisujem, ne. Tako da, ja, po moje je ena od, če ste taka oseba, kot jaz, no, ki rada komplicira včasih, da si probate čim bolj poenostaviti zadeve. Eni mogoče imajo manj problema s tem, eni več, ampak jaz, kadar začnem tako preveč razmišljati, pa me začne to ovirati, ne, potem se ponavadi poskušam poenostaviti zadeve in recimo tudi na tak način, a ne. Še posebej, recimo, ko imamo naše 4 junake, se pravi Pepco, pa Šnofija, pa Pilko, pa Čopkota. Pilko pa Čopkota, ja. Čopko pa Pilkota. Pa se potem kakšen nov pojav, sem vedno pred isto dilemo, kako pa zdaj ta zgleda točno. Ja, in ponavadi se pač kar hitro zgodi, no. Probajte čim manj komplicirati, če vam je všeč, je to dober znak. Pa ga potem enostavno tega junaka naprej prerisuješ v nedogled lahko. Eni junaki se pa tudi spreminjajo, tako kot se je Šnofi skozi leta spreminjal, pa vsi junaki v bistvu se tudi s časoma, s kilometri, a ne, oziroma z epizodami se nekako izkristalizira pač vsak posameznik, ne, vsak posamezni lik nov. Ena stvar je tudi mogoče, ne, kako te liki, pa kako dobiti, da je ravno zdaj ta letošnja, ne, če berete tole, ko vidite, kam ima Matej v ozadju, ne, letos je bilo treba kar nekaj novih likov si, ne, za tele 4 tačke, je bilo treba narediti 4 psičke, ki nastopajo, treba je bilo tega menedžerja njihovega narediti. Potem na neki točki, ki pravijo, enega roadija potrebujemo in Matej kar enega žabo narisal, rekel, evo, ta bi bil lok, ne. In pa spomni, a si že najprej žabo narisal, a si da reče kva, pa spal rekel, ne, ta bil pa lok žaba, ki je rekel kva. To si ti rekel, jaz sem rekel, daj ne reče en kva, tle smo pa zamenjala malo, ja. Ja. Sem rekel kva in potem sem rekel, naj bo kar žaba. Ja, ne. So take stvari, recimo tudi, jaz sem zdaj ravno tale teden sem prevajal ene dodatke od Davea Pilkija, zdaj, ker se dela super plenička v barvah, ko bo išel in je Dave Pilki pač ima noter tudi ravno v tem, kako ustvarja, ne. In ena ta stvar, ki pravi, da njemu pomaga te skice, ki dela, ravno to se pravi, da ne greste takoj delati stripa, ampak da narišete skice in potem, ko vidiš te skice, je tudi pa, ko se reče, aha, ne, se ta bi pa lahko kaj tazga počel, oziroma tale pa zanimiv lik, pa se lahko pol not pojav, čeprav mogoče niste imeli, ne. Najprej se pravi, da tudi iz risbe potem
vlečete navdih. Ne. Je pa ena stvar, mogoče, ki bi vam jo priporočil, ker je to za začetek, da si ne date preveč glavnih junakov. Za začetek se mi zdi, da je to kar pomembno, da imate enega ali pa dva glavna junaka. No. Bi jaz rekel, zaradi tega, ker je potem tudi lažje peljati zgodbo, ker tukaj je tudi nekaj, kar sem se midva z Matejem potem naučila skozi leta, kako to poteka. Se pravi, ker takoj, ko imamo zdaj v Šnofi druščini, so 4 glavni liki in potem je treba vsakič merkati, se pravi, da ne bi na koga pozabili, oziroma se mejhana. Se pravi, letos tukaj vidimo, ko bo ta ozadje, ki ga ima Matej, v tem stripu bosta pač Pepca pa Čopka tisti, ki bosta več se pojavljali. Drugač pa imaš pa zmeri tako žonglirava in rečeva, čak, ta je zdaj to že rekel, a ta ni še rekel nič na zadnjih 2 straneh, on mora zdaj nekaj narediti, ne? In je potem kar veliko enega žongliranja. Tako da mogoče na svet, se pravi, ko si izmišljujete te glavne like, eden ali dva. Fino je pač, če sta dva, ki lahko med sabo pol kaj klepetata, pa si kaj pomagata, lahko je pa tudi samo eden, ki se odpravi, ki se mu kaj dogaja. In čeprav letos ne glede na to, da je tema prijateljstvo, bo verjetno bosta dva. Tako da bo en prišel gor in rekel, dober dan, jaz sem pa Teobald Toaleta in sem prijatelj sam s sabo. In to je strip o tem, kako sem prijatelj sam s sabo. Teobald Toaleta. Tle je verjetno boste potrebovali več likov, ampak ja, to in pa seveda potem pa začnete raziskovati zgodbo. Se zdaj ne vem. Tle sta oba možna začetka. Lahko najprej si izmislite te like, pa potem iščete zgodbo, ali pa imate v glavi idejo, kakšna bi bila ta zgodba in potem najdete like. Se pravi, zdaj, če letos ta tema prijateljstvo, ki potem tuhtate, kaj bi bilo, se pravi, ok, a imamo zdaj dva, ki sta mogoče se znajdeta v težavah, pa se spoprijateljita in si pomagata, in je zgodba o tem, kako kako nastane prijateljstvo. Ali bo to mogoče zgodba o dveh, ki sta prijatelja, pa se potem nekaj zgodi, da se skregata in potem kako najdete nazaj to prijateljstvo. Ali je spet mogoče razočaranje v prijateljstvu. Pač zelo taka široka tema, ampak fino je, da si na začetku tako na približen naredite, rečete, kaj je ta zgodba, ki bi jo, in potem se pa lotite naslednja stvar, se pravi, si mogoče tudi po alinejcah napišete nekam na en list, kam bi, pač kaj se zgodi, ne vem, recimo, ta se sprehaja in, ne vem, Teobald se sprehaja in pade v jamo, in potem kliče na pomoč, pride nekdo mimo in mu pomaga ven in potem je srečen in se spoprijateljita. To je zdaj pač neka čistaka osnovna, ampak se pravi, da si narediš ene take osnutke, potem se pa lotimo stvari, ki jo bo spet Matej prevzel, to je pa zdaj, to so pa pol te prve skice, ker strip nikoli ne nastane tako, da bi iz prve narisal tako, kot bo na koncu. Ja, tukaj lahko za sabo dam, evo, že imamo skico, če vidite. Takole nekako to zgleda, ko se midva z Boštjanom dobiva. Takole zgleda prva faza stripa. Se pravi, v tej fazi naj najbolj zanima, kako bo zgodba se odvila naprej, kaj se bo zgodilo, in naj ne zanima zdaj čist točno, kakšno bo besedilo. Ni treba, da je čist že spiljeno besedilo. In niti risba ni treba, da je že čist lepa, pobarvana in natančna. Tukaj je predvsem važno zato, da se recimo čim bolj nekako jasno nakaže čustva junakov, potem sosledje zgodbe, se pravi, kaj se zgodi glede na prejšnji kader in tako naprej. In to potem se uporabi kot skico za končno izdelavo. Se pravi, potem, ko mi Boštjan že izpili svoj del, se pravi tekst,
Potem jaz to skico s telefonom kar slikam in jo pošljem v računalnik. Tam pa potem spoliram čist do konca in pobarvam skupaj s tekstom, ki je potem prišel. Kajti to je ful pomemben, da veš, koliko je teksta, ker potem to je zelo pomemben zaradi prostora, ker če je recimo oblaček z veliko teksta, potem meni ostane recimo manj prostora za narisati in to je pač zelo važno, da vem. Tako da prva stvar, ki je, vedno dam najprej tekst noter in potem naredim oblačke, potem se šele vidi, toliko prostora in potem se zapolnim. Mogoče ena stvar tudi, ker sicer tle zdaj prva verjetno ne bo toliko prišla v poštev, ker vi delate te stripe pač kot en strip, in ste lahko sami, ste omejeni. Jana, tukaj v natečaju je omejeno, koliko je strip lahko dolg? Ne, ni omejeno. Ne, ni. Aha, ni. Ne. Recimo, ker midva mava, dostikrat je tako, da ker mava pač veva, da za vsako številko pila potrebujeva 2 strani. In se dostikrat veva, se pravi, tle se je zdaj začel, pa narediva, ne vem, prvo polovico prve strani, veva, kaj bi rada, da se zgodi na koncu. In potem narediva konc na drugi strani in vmes pa noter vidva, koliko imava prostora, kaj lahko še. In potem, kdaj vidiš, tukaj imam prostor še za kakšno foro, ali pa tukaj pa zdaj ni toliko prostora, moram pa malo skrčati. Ampak mislim, da to so ene take stvari, s katerimi se vi zdajle trenutno še ne boste. Se pravi, da je predvsem pač pomembno to linearno, da se gre. In ena stvar, ki se tudi lahko, se pravi, je fino, da jo pri stripu kar uporabite, se pravi, strip je vizualni medij, se pravi, strip mi gledamo. In zdaj, strip je pač, vsi ste rasli stripi gor, vsi jih znate brati, veste, kako si sličice sledijo. In to se pravi, da dostikrat ni treba, to se dostikrat zgodi, tudi midva še kdaj, nama kakšna taka kdaj pade, pa se malo za ušesa pol pocukava, da rečeš, prinesel sem ti tole torto, se pravi, ni treba, se pravi, če imaš ti narisan, da si ti nekomu prinesel tort, da je nekdo s torto, lahko rečeš, tole je za tvoj rojstni dan, ali pa upam, da ti je všeč okus po zelenih smrkljih, ali pa kakšne take stvari. Se pravi, da tisti, kar slika pove, vam ni nujno potem še enkrat pisati. Se pravi, tukaj je lahko tako in da tudi ni nujno, pa čeprav zdaj jaz sem tista, ki piše, pa to mi kdaj prav pride, da ni nujno, da na vsaki sliki ljudje ful govorijo. Tako da, ker mi da z Matejem tudi probava dostikrat merkava, tako rečeva, zdaj v tem delu so res veliko govorili, deva pa naslednja bo pa taka, ki se bo pa veliko dogajalo, pa ne bo toliko besedila, ampak bo akcija, in jo bova poskušala nanizati potem z manj besedila, ampak da je še vseeno zanimivo. Tlele bi jaz uskočila, ker ne vem, če je Boštjan videl, pa Matej malo dvoma, Matej je odpisal. Matej še sprašuje, koliko časa porabite za izdelavo enega stripa, kakšen dan, jaz ne vem, če je to res, po mojem več, Pisam, povejta. Začne, recimo, kako midva delava zdaj to, se pravi, pri nami je spet, vsakič, za vsako leto se morava midva na začetku odločiti, o čem bo tekla beseda. Se pravi, kaj bo, pa zdaj je, prineseva ideje, pa se pogovarjava. Zdaj ta, kaj je bila, mislim, ta je bila že v petki noter, ta džazni duh, ki je, se pravi, ki imamo tega, ki pridejo v to ukleto vilo, je bilo tako pravzaprav, da je to ena zgodba, ki jo imate, mislim, da 3 leta nosil. Vsakič na začetku rekel, dajmo imeti duhove v eni ljubljanski vili, pa da nekaj straši. Pa sem bil, saj kaj, jaz sem pa leto že to idejo, pa bi ful rad prej naredil, Pa je Matej pol šel, pač žalosten bil, ampak sem mu kupil v gosti sok smetano, da ni bil to jezen. Pa smetano sem mu jaz dal pojedel. In pa je recimo, pride pol ideja, se pravi, ko imaš to, o čem bova govorila, to leto, ki se izbera, in potem se pa dobivava enkrat mesečno in sicer tako, da vsakič narediva po 2 strani. Zdaj pa mogoče bo tudi Matej povedal, kako pač se, kako je že kazal, te skice, se pravi,
Jaz sedim na eni strani zdaj zadnje čase s tablico, pa v tablico noter čečkam, zdaj da škoda, jo nimam tukaj, da bi pokazal kakšno skico, oziroma da imate, da povej, pa jaz mogoče poiskal, da vidim, če mi uspe. Ti pa povej, kako mi dva delava pol te skice, da nam sam jaz govoril. Ja, da lepo tebe, da. Joj, ta je pa super, pokašno. A ja, ta Ja, ne iz, morem cele, čakaj, bi mogel podeliti ekran. Ta je pa že zelo stara. Ja, ne, cel cajt že iščem tale strip, ki smo, enkrat je bil v Šnofi tudi, oziroma strip je bil v obliki fotostripa, in sicer kako nastane Ja, to je že film dolgo. strip. Ja, in mislim, da je bila ta slika iz muzeja, ker so šla navdih iskat, če se prav spomnim. Ampak, ja, kaj je bilo vprašanje, sorry? Boštjan. Ja, zdaj pač kako mi dva ne delava te, se pravi, mi dva sediva okej. in mečeva ideje drug drugmu. Mimogrede, še eno vprašanje, lepo prosim vmes. Lovro, Evgenij sprašuje, kje dobivate navdih za fore? Evo, bova prišla do tega navdiha za fore, zdaj še to poveva, mogoče ravno to, ne, da imate potem skice dela, jaz sem pogledal zdaj, če lahko pošeram. Evo, če bo pokazal, recimo moja je videti takale. A ne, se pravi, jaz imam načečkano, se pravi, kaj so besede gor, a ne, se pravi, kaj bo kdo kaj rekel, ali že celo kakšne izjave, pa kakšno tako zelo grobo skico tega, kar se dogaja. Čakaj, zdaj pa. Ja. Samo da vidim, kaj Ja, sem pa si jaz evo, da si. naredil, ko klikam zraven. Aha, mogoče te fore, no, preden greva pol, ker že Tina je tudi, recimo, od kje pridejo ideje za fore. Te glavne so tako, kot se reče, včasih jih midva prinesava, ne, ali je Matej to prinese, da bi duhove, recimo en let je bil ta, ki je bil v kocko svetu, je bilo tako, da je meni moj sin prišel in rekel, ej oči, ja bi naredil ti Šnofija kaj v Minecraftu, pa sem rekel, pač nimamo avtorskih pravic za Minecraft, pa je pa prišel čez en teden, ej, kaj pa če mi je Šnofija v Robloxu, pa sem rekel, tudi za to nimamo, a ne, ampak sem rekel, mogoče pa res ne, lahko naredimo eno tako računalniško igro, ne pa ratov ta kocko svet, ne, in tam so bile not fore, ki so jih z Matejem pobirali iz vseh igrc, ki so jih preigrala, od Super Mario do ne vem kakšnih vseh arkad, pa pustolovščin, pa moj sin mi je pol zraven razlagal, rekel, da pač če Minecraft mora imeti tak cepin, mora nek noter kramp se pojaviti, ali pa noob iz Robloxa mora biti. Pol ne vem, vmes pa fore, pol pridajo pa tako, doskrat, da se kar skup malo hecava, ne, pa Matej reče, ulej, tle pa lahko tega tako narisal, pa se res, ne, zdaj pa če se tako zgodi, a ne, lahko to rečejo, ali pa je pa tudi doskrat tako, da midva, ko že dava, pa se pa jaz doma še imam kje napisan tako, tukaj naredi besedno igro, pa jo potem napišem naknadno, ampak tle moram reči, da tudi Matej je zelo hiter, sploh če je treba kakšne fore o laseh pa frizerjih narediti, to je Matej zakladnica besednih iger na ta račun. Aha. Ja, Novo vprašanje, Matej je rekel, da sliko naloži skico v računalnik. Kaj bolj priporočate, da sliko narišem na računalniku ali jo narišem z barvicami? Matej, ti si, to pa zate. pravzaprav ni tako važen. V bistvu tisto vzameš, tiste tehnike se lotiš, ki ti je najbližji, ki jo najbolj poznaš. Ne vem, mislim, sicer je čas pa prostor zdaj za eksperimentirati, ampak se mi zdi, da je strip zelo kompleksna zadeva, se pravi, veliko stvari se noter je za nares, se pravi, od skiciranja do teksta, do barvanja in vsega tega. Se pravi, mogoče, vsaj za začetek, no, mogoče nima toliko smisla, da začneš eksperimentirati, ampak vzameš recimo v roke orodje, ki ti je najbolj blizu. Če so to barvice, če je to flomaster,
ni tako pomembno. Bolj je važno, da ne kompliciraš preveč, da se nekako sproščeno lotiš zadeve, da ni, recimo, da bi vzel oljne barve ali pa čopič, ki ga nikoli nisi še uporabljal in potem na drugi strani vse skupaj zabrišel stran, ali pa vodene barvice ali karkoli. Če pa si spreten recimo z vodenimi barvicami, potem pa daj z vodenimi barvicami, ni zdaj to važno, ne. Se mi zdi, da je bolj pomembno, da pride do izraza zgodba, risba, in na splošno pač cel izdelek, ne. Tako da tudi z barvicami super stripi lahko ratajo. Sploh ni pomembno. Fino je tudi stvar, mogoče se celo kdaj zgodi kakšna stvar, ki rišete, kakšna napakica in pol iz te napakice naredite foro. Zdaj jaz mislim, da zadnjič sem pospravljal knjige, da sem jih nesel v drugo sobo. To se bo Jana še spomnila, Desa, ki je imela strip Desovila, ki ga je Desa pisala, pa Dergi risal. To je zdaj izšlo spet in se je spet malo bral, in je super, ker se nek vid, ki je, ne vem, nekaj eno roko imel v rokavici, pa ga je pa on narisal na drugi roki mu rokavico na eni risbi in je potem moral spot v tekstu popravljati, ne razložiti, zakaj je drugač to naredil. Se pravi, da tudi kdaj, če se kakšna tak kiks vam naredi, pač naredite štos lahko iz tega. Evo, Boštjan, novo vprašanje zate. A moraš stripe delati z ljubeznijo ali ne? Aha, jaz jih raje z dečekom, no, ker se mi zdi, da dobro riše. Mislim, da se bo poznalo, če delaš o nečem, kar te zanima. Se pravi, da je neka taka zgodba, ki ti je všeč. In to je po svoje pri vas je fino, ker vi zdaj ustvarjate zase, oziroma tudi, če delate za kakšne takele natečaje, je zmeri pravzaprav ne, izhajate iz sebe, iz tistega, kar vam je zanimivo. In se zdi, da more biti, da če je, včasih je kakšne stvari so, ki jih delaš po naročilu, ki ti rečejo, sej recimo se zdaj vidite tudi, ko z Matejem delava te Šnofjeve spletne nasvete, recimo tam zmeri dobiva, kaj, o čem more biti. Ampak se vseeno zdi, tukaj se pozna, ker imava toliko rada te najine like, da jih v njih najdeva zmeri neke fore, da zmeri je pol, da ni suhoparno, so rekli, zdaj moramo pa govoriti o tem, da je treba imeti dolga gesla, ampak da znava pa iz tega nek štos narediti. In če so ti všeč liki, če so ti všeč tisto, kar je zgodba, bo veliko bolj prišlo, kot pa če bi se ne vem, da bi rekel, zakaj pa jaz, zdaj bom pa jaz delal neki strip o nečem, kar me čist nič ne zanima. Ne si zdaj tega delati, ker vam ni treba. Zdaj pač raziskujte te stvari, ki so vam zabavne, o katerih razmišljate in kateri se, moj bog, kakšna škorca sva bila tlele, Matej. Moj bog, gledaj, golobrat, Matej, je tep na tej sliki sploh že brada rasla. Bil tle v osnovni šoli, po mojem. Sem imel pa še dolge lase tukaj, bog. To je fotostrip, kako nastane strip, a ne? Tako, ampak zakaj sva tazga naredila? Fora je bila, ker da bi morala narediti strip, pa sva zamujala rok in pa sva šla po časovni stroj in potovala v preteklost, zato da sva imela dovolj časa, da sva ga oddala pravočasno. Ampak potem je nek dinozaver, pa mislim, da na koncu živi, pa pride po Ljubljani. Še celo, tlele. Tole pa Barbara. Evo. To je pa moja stara soba, spomini. Lahko jaz še nekaj dodam, fanta, in sicer okoli te ljubezni, Jaz mislim, da Matej, pa tudi ti, Boštjan, imata že tako rada Šnofja pa Pepco, sploh Šnofja, da se to pozna tudi pri stripu. In zlasti Matej, ki ima grozen rad živali, mislim, da se ta toplina
In ta ljubezen, ki jo Matej ima do tega kužka, res čuti. Tako da tle bi te sam toliko dopolnila, Boštjan, pri tej, če je treba stripe. Absolutno je boljše, če jih delaš z eno strastjo in ljubeznijo, ker se vidi to potem po sliki, no. Tako se meni zdi. Popravta me, Matej, če narobe govorim. Ja, seveda, imaš. Šnofja imaš zelo rad, a ne? Moraš, ja, seveda, moraš nekako se živeti, oziroma pač zdaj kot lastnik psa, ne, še posebej. Zdaj drugo leto imam psa in imam svojega Šnofija. Tako da ja, sigurno je navdih, so pač najboljši. Ne. Imam tudi mačke, da ne bo kdo užaljen. Tako da, ja. Ampak kaj pa tole, ne, ker sem zdaj tukaj pogruntil, da sva naredila ris, pa sva risa naredila zraven. Ja, evo, to je zdaj, od kje pridejo fore, a ne, ker ste se prav, Matej je tle naredil kao ris, kao rišene in se mu je utrnila ideja, pa lahko enega risa. Tukaj moramo povedati, da sva oba velika fana Boža Kosa, ker sem bila midva mulca, ker sem bila midva stara to, ker vi v Pilu risal stripe o kavboju Pipcu in Rdeči pesi. In on je imel tudi skozi take fore, da če mu je kaj prostora ostalo, on je še črno-bele stripe delal, je kar kakšno foro nekam tako utaknil noter, pa je bil zmeri hec. Ej, Matej, zdaj bom pa jaz tebe vprašal v Lovrovem imenu. Ja. A greš kdaj najprej s svinčnikom risati in potem s črnim flomastrom čez? Ja, ta prve zdaj ne več. Mislim, princip je isti. Se pravi, s svinčnikom narišem na papir, potem to, ki je enkrat v računalniku, pa potem rišem čez to v programu, ne. Kar je v principu je ista stvar, kot če bi šel na tisti papir potem s flomastrom delati. To je definitivno čist normalna metoda, tako da vidim, da Lovro že pozna tole izdelavo stripov, ne. Ja, to se pravi, pač s svinčnikom je fajn naskicirati, zaradi tega, ker če je kakšna sprememba, če si se kaj zmotil, lahko hitro porediraš, potem, ko si enkrat zadovoljen s tem, kar si s svinčnikom naredil, pa če ni nič kaj za zredirati, pa nič kaj za dodati, pa vzameš črnilo, se pravi, ali flomaster, ali pa pero, ali karkoli že, pa greš lepo čez, ne. Pol, ko se enkrat ta stvar posuši, pa potem lahko tisto stvar zrediraš, pa se lotiš barvanja, recimo, ne. Tako da, ja, definitivno na tak način lahko to narediš. Evo, Matej, kako se reče te aplikacije, ki je prikazana? Evo, tukaj lahko predate. Tukaj je pa strip, ki so ga pa midva naredila za slovenske klasike v stripu. Sva pa priredila Kavboja Pipca in Rdečo peso. To je pa organiziral, oziroma prvi še ne, zdaj drugi del je organiziral pa Tomaž Lavrič, ki ga mogoče poznate po Radovednem črvu Otu ali pa Uši Ivi, teh pesmicah, ta prismuknenih. Pa Gal v galeriji. Ne, tisto je Kostja Gatnik, ampak zdaj pa novo. Ja, ne, zdaj pa Gala, a ne? Ja. Mislim, da je Gala v galeriji, pa 4 črne mravljice za njo, Štefan, pa še par takih, Svetlana Makarovič je tudi on risal. No, v glavnem, in tukaj sva pa midva pol ta naredila Kavboja Pipca pa Rdečo peso, pa ko sta bila odrasla. Ampak, le, Matej, kako se reče tej aplikaciji, ki je prikazana na zaslonu? To Tina izprašuje, verjetno misli tisto, kjer se vidi, ko si imel ti skico narejeno na pol, se pravi, kjer je tole. To je Photoshop, mogoče ste že slišali zanj, je zelo razširjena aplikacija med risarji. Obstajajo tudi, edino, kar je zelo sposobna aplikacija, je pa malo draga, tako da mogoče za začetek lahko kakšne, imaš pa cel kup še, če imaš računalnik, pa če te to zanima, potem imaš cel kup še enih bolj ugodnih aplikacij.
ki so čist zadosti dobre za delati strip ali pa ilustracijo. Tako da, ja, to je Photoshop tukaj. Photoshop je pa fajn zaradi tega, ker lahko delaš po nivojih, ne, se pravi, lahko vklapljaš in izklapljaš. Tukaj, kakor vidite zdajle, recimo, evo, teksta imam, kakor hočeš. Lahko vklopim in izklopim tekst, lahko premikam tekst, sem pa če se kaj vidi, a vidite to, upam. Vidimo. In ja, mogoče vam pa zanimivo tole. No, kako skica, ja, pa pol kako čez, ne, nastane. Ja. Mogoče tole izklopim. Cajt, kaj iščeš, Matej, jaz bi sam to rad še povedal, ne, se pravi, da tukaj to ni, da bi Matej to z miško ali pa s prstom risal, ampak on ima dejansko tako veliko grafično tablico, ki je v resnici zaslon, ne, da ti po zaslonu rišeš, ne, se pravi, da on direkt vidi tisto, se pravi, kar riše, se mu pod tem pisalom pojavlja. Tako, kar en tak velika tablica, recimo, če si predstavljate. Ja, to vsekakor pohitri delo. Sem pa tudi, recimo na začetku sem risal tudi na tisto bolj klasično tablico, tisto, ki jo imaš na mizi. In pač ni monitor, tako da tudi s tistim se da, konec koncev se tudi z miško da, je mogoče malo bolj štorast, no, ampak mislim, da ni zdaj omejitev, da pa se ne bi dal, no. Pač ta stvar mi samo zelo olajša delo. Zdaj, če vidite tole skica, ki jo lahko vklopim pa izklopim, lahko si tudi naštimam, da se jo komaj kaj vidi. A vidite, zdajle nič, da se jo nič ne vidi, zdaj se jo pa čist malo vidi. In potem pa, tole pa zgleda potem, nekdo je vprašal pač za flomaster, no, to je ta zadeva, a ne, če jaz vzamem tlele, tole, kakor vidite, tlele zdaj vidite, kakšna je razlika med skico pa med zaključenim. Skica je tako zelo na hiter, ne, to je pa ta zadnja, ne, in lahko, če bi hotel, ne vem, tlele dodati kakšne antene, teli kužiki, pač enostavno lahko zbrišem, pa je zdaj Marsovec ali ne vem kaj, ali pa kaj naredim, Boštjan? A kaj še narediš? Jaz mislim, da bi morala tale, žabec bi mogel megafon imeti. Aha, ok, se pravi. Te cajt, ki rišeš, bom pa jaz tole še naslednje vprašanje od Nine prebral. Ko začnete snovati popolnoma nov strip, imate že od začetka v mislih ciljno skupino bralcev ali se šele kasneje pokaže, na primer, kateri starosti bo namenjen? Zdaj, za Šnofija se je vedela, ne, že od začetka, da bo namenjen, se pravi, tam 10, 11, pa pol do 14, 15, se pravi, da sva imela že v glavi. Sploh je ponavadi je tako, da ko začneš nekaj delati, že veš približno, za koliko staro publiko boš delal, čeprav te kdaj pa pol tudi presenetijo, pa vidiš, da kakšni mlajši ali pa starejši tudi berejo. Je pa seveda to, potem ne, zmeri začneš delati z neko ciljno publiko v mislih, že zaradi tega, da veš, kaj boš izbiral. Ne? Se pravi, ali je to, koliko lahko nekih referenc daš, oziroma koliko so ene stvari, se pravi, koliko te bralci pri starosti, za katero je, koliko poznajo nekih reči, katere stvari že so sposobni sprocesirati. Recimo, jaz, ki pišem tudi pravljice, recimo pri pravljicah moram veliko bolj paziti, da je bolj zgoščeno, da lepo bolj jasno poteka, ko recimo tukaj pri stripu si z Matejem zelo veliko nekih prvošva takih, ne, za katere si mogel, ne vem, gledati ene risanke ali brati kakšne knjige.
pri pravljicah moš pa tako bolj bet, aha, to je pravljica in znotraj te pravljice zdaj povem, kaj se bo zgodilo. Matej, zdaj ti bom pa jaz prebral še dve vprašanji, ki sta zate namenjeni bolj. Ali potrebujem več različnih svinčnikov? Mislim, škoden sigurno ne bo. Že čisto zaradi tega, da se malo igraš z orodji, ne, se pravi, mogoče malo testiraš, recimo, verjetno je bilo vprašanje v mislih trdote svinčnikov, ali različne barve, ne. Ampak ja, če imaš recimo zelo trde svinčnike pa zelo mehke svinčnike, ni nič ne škodi, če greš pa malo to preizkusiš, kako se obnaša. Nikoli ne veš, ne, mogoče ti bo pa enkrat boš ugotovil, joj, zelo mehki svinčniki so mi pa res fajn. Ali pa recimo boš ugotovil, da so ta mehki svinčniki fajn za kaj velike površine hitro pobarvati, za kakšne podrobnosti risati, pa mogoče malo trši. Tako da že čisto iz tega vidika, da se greš malo zabavati, ne, s tem materiali, pa tako je absolutno priporočljivo, a ne. Ni pa nujno, zdaj, če ti mogoče recimo premehki svinčniki ne ustrezajo, pač se ni treba siliti, pač greš na enega srednje trga ali pa prav tržga orenk, ne, recimo H ali pa 2H. Matej, Irmo zanima, če lahko, lepo prosim, če lahko pokažeš še proces barvanja. To tudi mene zanima, ker nikoli te ne gledam, kako ti barvaš to. Verjetno so tleke na računalniku so kakšne finte, da ti ozadje pa kaj takega tudi samo malo pobarva. Jaz tlele kar kompliciram, ker imam neko iluzijo, da mi to pohitri delo, ampak se mi zdi, da mogoče včasih ne, čeprav zdaj po tolikih letih se mi zdi, da kar gre hitro. Se pravi, ko imam enkrat narisan to, potem si odklopim sivo ozadje, zaradi tega, ker če imaš sivo ozadje, potem barve bolj do izraza pridejo, zaradi tega, ker siva je zelo nevtralna, ni ne temna, ne svetla, čisto nekaj vmes. In ni nasičena, pa je tako zelo taka, da barve pridejo do izraza. In sicer to si pol tako naredim, da najprej označim tole linijo, potem pa vzamem novo plast, pa pobarvam takole na belo najprej, ne. Potem seveda še ni zaključen tole, zaradi tega, ker je treba potem z belo, ne, to, kar tlele vidite, je treba takole pobarvati se, da je polno, tam, kjer se ni zapolnilo, ne, to so pač te photoshopovski triki, ki ti olajšajo delo, ne, ali pa tukaj recimo je preveč pobarval, pa moram to zbrisati, pa tale prostorček, tukaj je tudi ni treba, da je pobarval, kakorkoli že. In no, potem pa se lotim barvanja in to je pa zdaj tako izgleda, da moram jaz vedno imeti iz prejšnjih stripov eno plast, zaradi tega, da znam barve, da so barve vedno iste, ne, se pravi, da nima čopka enkrat rumene oblekce, enkrat pa oranžne, ker ne, zaradi tega, ker pač midva delava to enkrat na mesec, ampak recimo sploh, ko izide v albumu, ne, takrat pa se strani preberejo, ne vem, ena epizoda se prebere res v 1 minuti, 2, ne, in če obrneš stran in da bi tam potem recimo barva frizure ne bi bila ista, bi bilo čudno, ne. Tako da, če je to razumljivo, ne, in pač moram se pač potruditi, da so te osnovne zadeve pač porihtane, se pravi, da je ta roza od pepce res ta ista roza, pa zelena od pepce, ista zelena in tako naprej. Se pravi, zdaj sem to označil,
Samo mečken, zdaj imam takole. Potem vzamem drugo pero, pa moram pa vzeti recimo tole rdečo, pa lahko pobarvam tole, pa lahko pobarvam. In ker sem prej tako pobarval, ne morem iti čez črto, niti slučajno, ker je zaklenjeno vse. Te cajt, ki ti kažeš, kako baraš, v mestu, ki sam še ni odgovoril, ker prav, da navezano na moj prvi komentar, če se prav spomnim, bila v prvem šnofju referenca na Gospodarja prstanov in mogoče me nekoliko mlajši tega ne poznajo, zato sem vprašala glede ciljne skupine bralcev. Ja, to je bilo se pravi pred 17 leti, ne, je ta prvi nastal. Takrat je bil ta Gospodar prstanov še dokaj svež, čeprav mislim, da so takrat kar z nekaj te splošne, no, fantazijske je mala. Ja, so bile tudi fore malo na Gospodarja, tudi na Narnijo, noter, ampak se mi zdi, da tako, ne, če rečeš najstnikom, pač ali je škrati, junaki, neki barbari, neka taka bitja, orki, je to v neki taki splošni zavesti. Noter zelo veliko, ja, delava, bi rekel, imava nekih takih referenc, kot recimo tudi v Asterixu, ne, ki vidite, ki so pol kakšni ljudje iz rimskih časov podobni, kakšnimi iz naših časov, no, saj tudi midva, ki sva bila ki so bili v tej rimski Emoni, ne, je bil noter ta kipar, ki je zelo tako kot Jakov Brdar zgleda, tudi župan je bil tak, se pravi, da jemljava malo, ne, se pravi, kakšne stvari so take, ki jih dava noter, ki veva, ok, to je čist za vse, samo res je mogoče kdaj tudi kakšne čistko bombončki, ki bi rekel, da ni nujno, da pač poznaš, da tudi če ne poznaš, bo zgodba lepo tekla, ne, če si pa že slišal, zato ti bo pa še dodatna fora, ne, tako da se prav dava zmeri kdaj tudi kakšno tako stvar, ki je mogoče, ki je v ozadju, pa to tudi malo bolj za odrasle, tako da tudi, ko odrasli berejo, da jim je še kakšna stvar bolj zabavna. Lovro sprašuje, če smo bila kdaj popolnoma brez ideje, takrat spijeva ene 3 ali pa 4 čaje, pol preden začneva delati. Se mogoče kdaj vi, če smo res brez ideje, pol, oziroma tako, joj, pa se matrava, pol je ponovadi kakšna akcija, se pravi, da se sam dogaja in reče, zdaj bo pa tlele en padu, pa se bo to zgodilo in to narediva, ali pa celo narediva eno tako pol kader, kar čez pol strani, pa da je manj zgodbe. To tudi kdaj narediva, pa rečeva, to je zaradi tempa, zato da malo različno teče v zgodbi, ne zato, ker bi bila brez idej. Ja, recimo, pa že iščem primer tega. Ja, jaz sem tudi iskal malo, pa sem pogrutil, da sploh nimava toliko tega noca, kot to reči. Koliko bo, Matej, eno vprašanje je bilo še, rekel, dobro, tle se kar veliko dogaja, ne, na tej strani. Je dejansko, če gledamo 1, 2, 3, 4... Je en prizor, ne. Ja, 6. Matevža zanima, Matej, a je kakšna stvar, ki je ne znaš dobro narisati? Ta mi je všeč. Ja, sigurno so ene stvari, ki so bolj domače, ene pa manj, ampak ja, včasih recimo ena taka zelo stereotipna, mislim, da se povsod ilustratorji branijo risati konjev pa koles. Ne vem zakaj, ker ne vem, kolo je, ja, in moraš malo več energije posvetiti temu. Ampak s časoma... Zato pri nama vozi skiro, ne? Zato je pri nama skiro pol. Ja, skiro še znam, ja. Ne, pač, ja, vsake toliko časa naletim na kakšno zadevo, ki me malo skrbi, kako bom pa zdaj to narisal. Ampak zdaj po tolikih letih, no, pač pa tudi prej, no, v bistvu, pač ni druge, kakor da zavihaš rokave, a ne, pa ušilaš svinčnik, pa se spopadeš s tem in pač čim večkrat, ko narišeš, boljš bo, lepš bo, pa bolj bo tako, kakor bi ti hotel. Tako da, če pa slučajno ne izpade tako, kakor ti hočeš, bo pa vsaj smešen. Tako da, en moj učitelj je, enkrat se spomnim, jaz sem pri slikarju Tonetu Račkiju sem se učil risati, in on je bil zelo flegma, zelo je bil sproščen in rekel, da
če je kdo tarnal, joj, to pa zdaj, ki narišem, pa ne bo tako, pa ne znam, pa gor dol. Je rekel, ja, no, bo pa saj smešen, bo pa tako bolj hecen. Tako da, No, ja, ja. na tole se navezuje še eno vprašanje. Tina sprašuje, ali vam je vedno všeč končni izdelek? Meni je, Matej, pa ponavadi tu na zgodba, bolj tako si mislil, joj, kaj moram jaz to risati. Ne, v bistvu je tako, na koncu sem vedno vsaj približno zadovoljen. Zaradi tega, kar se pa vmes dogaja med nastajanjem, to je pa druga zgodba. Tam vmes pa trikrat hočem že spremeniti službo, pa vse skupaj ugasniti, pa ne vem kaj. Ampak vedno je pač tako, da proti koncu zmeri bolj fajn izpade in zmeri bolj nastaja in ja, in na koncu je res cel užitek pač to zaključovati. In ja, del, ki ga imam recimo zelo rad pri tem ustvarjanju tega stripa, je to, da je tako potovanje, ne, od tega na začetku, ker ja, se bo čisto enostavno, evo bom naredil, in potem nek na sredini, ki joj, tole pa pretežko zame, pa gor dol in si frustriran in se boriš, ampak pol na eni točki pa kar vse skupaj pade in rečeš, kaj pa če bi še to, in potem je težko nehati, v bistvu. In ja, tisto je res fajn občutek pol, ker na koncu vse tiste, kot je enkrat Cyril Horjak rekel, ker na koncu ta zadnje detajle, ki začneš, takrat se pa začne res užitek, tisto je pa potem res dober občutek. In potem je pa res, da dlje časa, ki porabim za kakšno stvar za risati, potem rabim več distance kasneje od tega. Tako da včasih ja, je kakšna stvar, ki je bila zelo težka za narediti, potem mogoče kakšen teden ne rabim lih tega gledati, tega, ker imam že dosti. Jaz bi rekel, potem, ja. Ne, se hoče reči, meni pa fino to, ko pol ponavadi si res, ko joj, pa a sem dober naredil, pa je bilo, ampak pol pa itak risba toliko oživi in poživi, ne, od tistega, kar najprej skico vidim, kar delava, pa pol do tega, kar Matej pošlje, kar zmeri najdem kakšen detajl, ki ga nisem pričakoval gor, pa ponavadi je vsaj pri name svit, ker res zdaj že toliko časa delava, pol, ka grem kdaj brati kakšne stare stripe, pa ker sem že pozabil, kaj sploh točno je not, pa se reče, pismo, tale fora je pa ratala, tole je bilo pa v redu. Ej, Matej, jaz te bom mogel še nekaj vprašati, zdaj, ker smo že eno uro skup. Darko, te zanima, če je ok, če uporablja Adobe Fresco ali Comic Draw? Za Comic Draw ne poznam, Fresco poznam in je super stvar. Tako da, če imaš to možnost, odlično. Res sam je res je fajn program. No? Tako da, ja, definitivno. Če imaš to možnost, če znaš te zadeve, je to super. Jana? Ja? Za konc pa vprašanje zate, zato ker zblati tam zraven. Na začetku sta rekla, da je poleg Čopken pilka še šnofi. Kdaj je pa Pepca dobila vlogo? To pa zdaj ti povej. Takoj naslednje leto, ker sva z Barbaro gledali Šnofi, najprej bil sam Šnofi. Pa potem je začel, moramo še to povedati, Šnofi nastopati tudi v Uvodniku, kar še danes počne, ne? To pa ga pač jaz oblikujem na osnovi tega, kar Boštjan pa Matej narišata v stripu. Šnofi in Pepca imata take osebnostne značilnosti, da jih potem jaz prepoznam in prenesem tudi na Uvodnik. Skratka, Šnofi je začel po celi reviji nastopati in potem, takrat je bila tudi Barbara, ki smo jo danes že omenili, urednica, in sva enkrat sedela na kavi in rekla, veš kaj, tale Šnofi mora pa ljubico dobiti. Poglej, kako je osamljen. A ne bi bila to fajn, če bi bila to kot rajsasta Pepca. In tako je, se spomniš tega, ne Boštjan? Naslednje leto. Ne, že kar isto leto. Že isto leto je bilo. Že isto leto, zato ker se je potem že pojavila tudi takole, ker se jo spominja noter v prvi zgodbi, se pa že pojavila na neki točki. Malo drugačno frizuro je imela na začetku. Ja. Spomniš? Ni imela teh take zelo mehne čopke imela. Ja, pa ni bila zelena še, no.
Ja. Ja, no, v glavnem, kakorkoli, to je v bistvu ideja je bila Barbarina. Ker Barbara je bila kar en lep čas tudi urednica Pila, dokler pač Pila nismo s Plusom združili in potem smo, bom rekla, začeli malo šparati in sem ostala samo jaz. No, tako. Kje si to najdel, Matej? Jo, kaj to? To je To pa so čista prva. To prve skice, kako sem jaz mislil A najprej narediti. pilkota pa čopke. Ja, Ja. Čopka je čist drugačna. Pilko pa ne, pilko je pa podoben. Zdaj ste me sekirali, ja, da ne sme biti čist tak. Ja, smo te sekirali, ker nam Ja, je absolutno preveč cukrasta. ja, preveč luštkane sem naredil, malo bolj, Ja. ste hoteli malo bolj, mečkan bolj, malo starejše, no. Ja, Ja, ena zanimiva stvar, mogoče tudi, če čisto prej zaključimo, je pa to tudi, ne, pač, da na začetku Šnofi ni govoril in pa smo to reševali, da se s Pepco pogovarjata s piktogrami, pa take stvari, pa na koncu pa da v enem stripu Pepca izum, tam dobijo super moči, izum eno vratnico, da se sporazumevajo. Pa smo pa na koncu, tam, ko so bili v starorimski Emoni, smo videli, koliko je lažje, če govorijo, pa so rekli, pa dajmo jim ne govorita tudi normalno, ker je ful lažje zgodbo pol pelati, če se lahko pogovarjajo. pa še v mojih uvodnikih je potem to bistveno lažje, če govorite. Ja. Pa še Tina zanima, končno sliko prerišeta ali natisneta? To pa mislim, da bo Matej povedal, pač preriše, a ne? Pač čez uno skico ti rišeš pol v programu. Ja, tako kot da bi vzel flomaster ali pa čopič ali pa in ga namočil v tinto, se potem pač čez tisto svinčnik risbo se pač nariše čez. A tle ste videli, kakšna je bila Pepca čista prva? Ja. Ja, hecna. Pol je malo frizura zrasla. Ja, absolutno je bogatejša, verjetno si jo polil s tistim za lase, za volumen las. Ja, ko bomo rekli, takrat je bilo to modern, zdaj je pa bolj Je pa bolj trajna, moderna. trajna. Ja. Ja, Fantje, zdaj je tako, jaz bom morala počasi, bom rekla, bomo mi morali zaključiti, tako da en poziv. Jana, jaz bom sad te še Tina, ker zanima, če na list natisneva, midva ne. Midva tega ne natisneva na list, Matej to pošle pol po mailu oziroma naloži in pošle v revijo, pa kjer pa tam pol oblikovalc to da noter postavi v postavitev celotne revije in pol v tiskarni natisnejo. Midva pa sva malo ekološka, pa natiskava sprot. Jaz sploh nimam barvnega tiskalnika, tako da... Ja, to pač postorimo mi pri Pilu pozem oziroma tiskarna v našem imenu. Zdaj, če je še kakšno vprašanje, dajte ga hitro napisati, da bomo, sam pohvale dežujejo, da bomo Mateja pa Boštjana še kaj vprašali. Sej super, da ste vmes sprašvali, meni je to bomba. Prima. A ne, Boštjan? Meni je bilo super, meni je bilo to fino, ker smo tako pa lahko govorila tisto, kar je zanimalo, ne, kar zanima ljudi. Ja. Jaz spet nekje imam ta svoj, moj bog, hočem jaz tudi en emoji dati, pa ga, kje je roka? Zakaj jo ne najdem? Search, arm. No, daj, Boštjan, jaz pa sploh ne znam. Jaz bom samo rekla, da sem navdušena nad vami in moram povedati, če to bom pa še jaz malo nekaj povedala, da pa sem kukala že v stripe na festivalu in ful so luškani. Dajte še kaj, ker smo zelo veseli, karkoli dobimo. No? Mislim, čim več dobimo, bolj bomo veseli. Če že veva, kdaj pride nov del, čakaj, da zdaj sam pogledam, zdaj moram pa jaz to tlele v Finderju pogledati. Zdaj imava, se pravi, Nepovabljeni svat, pa Pridanič, pa četrta, ja, letos, ko bo letošnja zgodba se iztekla, imava spet 3 nove, tako da bo pol za knjigo. Knjigica. Ja. Nov del pa za revijo pa upam, da pride kmalu. Ne
vemo, ne vemo, ne vemo. Ej, Jana, to pa ti, ali je prvi pil že imel strip? To pa verjetno ne. Ne, Kdaj je prvi pil išel? 47 ali 48? 48, februar 48 in ni imel še stripa. Sploh ne, v bistvu kar nekaj let je trajal. To je bil pionirski list takrat na enem takem ogromnem, ki je bil v bistvu tako kot delo danes, če ima kakšen od staršev delo, ne, tak velik format in tudi papir je bil prav časopisni in samo eno stran je imel ta prvi pionirski list. In preden je potem iz tega nastal, bom rekla, bolj radoživ in igriv pionirski list, je trajal kar nekaj let in seveda prvi strip je bil Kavboj Pipec in Rdeča pesem, Aha. ki se ga mi vsi spomnimo, najprej jaz, pa še vidva, no? Ker Tako je da tudi dolga leta izhajal. Ja. So zdaj tudi ponatisnjeni, tako da greste Ja, lahko v knjižnico, pa to si prima. pogledate Boža Kosa, pa če ne od drugje poznate, zato ker je on hiši eksperimentov vse narisal, ki jo ima njegov sin. Tako, ja. Aha, Aha, pil kaj smo pa že pomeni? povedali. Ja, še pošljem na pil, dajte poslati na pil, ampak na pilovo spletno stran, ne? Ne na Mm. pil tako, ampak morate skenirati pa poslati v forum na Gumbak festival, vse vam vse na spletni strani piše. A kaj pomeni kratica pil, če je kratica? Seveda je. Pionirski list oziroma potem pisani list, ker pionirji niso bili več po osamosvojitvi moderni in Pa potem barve so bile. barve so bile in potem smo to oziroma so to je bilo še pred nastopom mojim te službe, okrajšali na pil, ki je bilo bolj nekako simpatično, no. Po pravic povedano, pil pomeni pižama in lepi Matej. Haha, bravo. No, evo, takole nastanejo fore. A veste, kaj vam bom povedala? Z Boštjanom greš na kavo in potem je toliko for, da se ti mejka prezmaže, ker ti solze tečejo od smeha, a ne, A, Matej? In take fore so tudi kar v glavah, a ne? To je to. ej, V ta Matej, pravih glavah, Boštjan. ja, Matej, daj sam še povej, kaj Matej že zanima, zakaj imajo liki v stripih 4 prste, če je to namerno, če je kakšna fora. Jaz mislim, da je zato, ker je lažje risati. Jaz mislim, da je to iz animacije, ker včasih so za risanke so dali 4 prste, ker je bilo hitreje, ker tam je grozen velik dela. In potem je bilo vse povsod to ratalo nekako kar norma, a ne, oziroma pač pravilo. Ampak ni pa nujno, da to zdaj se ga držiš. Jaz sem se potem zato to držal, ker sem toliko velik stripov pa risank videl, da sem pač rekel, v risankah po stripih se pač 4 riše. Ni pa mus. Lahko normalno 5 rišete. Ali pa 3, ninja želve, ne. Ej, ful hvala vsem, ki ste bili. Jaz vam rekel, jaz vam vsem želim ful veliko enega navdiha, ful veliko enih idej, pa dajte ustvarjati. Tudi če ne za natečaje, tudi takrat, ko ni natečajev, usedite se dol, dajte ideje na papir, pa pustite, da se vam bliska. Ker zdaj se v teh letih, ko vam možgani tako super bliskajo, ko vam jaz kar zavidam to bliskanje, ki ga odrasli še nismo čist ukalupali vam. Ne? Tako da dajte zdaj izkoristiti, pa veliko super idej vam želim. Res je. In tudi, če ni natečaja, lahko na Pilovo spletno stran, kadarkoli tam, ker je tudi pisalnica, ustvarjalnica, pošljete kakšen strip. Ok, zdaj se bi pa poslovil, pa če bo karkoli, pa napište na pilaf@mladinska-knjiga.si, pa bom odgovorila, prav? Ali pa bom poslala pižami pa Mateju, pa bosta ona odgovorila. Hvala? Ok. Ej, hvala vam, živijo. Čau!